Kreativni podjetniški večeri, ki jih organizira Ljudska univerza Tržič, navdušujejo proaktivne posameznike s svežimi perspektivnimi podjetniškimi priložnostmi in pristopi. V začetku leta 2016 se je v občini Tržič rodila ideja, da bi pravzaprav za te podjetnike, posameznike, ki že morebiti imajo idejo ali pa jo šele razvijajo, pripravljene take dogodke. Zato se je v bistvu tudi osnovala ideja o tržičpodjeten.si, kjer smo v sklopu tega kar nekaj aktivnosti pripravili. In ena aktivnosti od tega področja so tudi te kreativni podjetniški večeri. 6 podjetniških večerov je bilo dobro obiskanih. Torej, koliko podjetniške žilice je v Tržiču? Vedno več, zdaj, ko jo spodbujamo, motiviramo, imamo krasne posameznike in upamo, da bo tudi v jeseni smo pripravili podjetniško akademijo za vse tiste, ki imajo že kakršnokoli idejo, bolj ali manj oblikovano, da bodo zdaj lahko to brusili skozi posamezne predavanja in 22. decembra potem predstavili te projekte tudi širši javnosti. Podjetniške ideje posameznikov, tako mladih kot starejših, so naletele na pozitivne odzive tudi v podjetjih. Ja, zagotovo. Saj to je tudi naš en tak, če malo rečem, skriti cilj, da bi nekako povezali že podjetnike, ki že imajo za sabo dolgoletno kariero, z tistimi, ki šele pričenjajo. Te dogodki so ravno zato, tako se mi zdi, obiskani in kakovostni, zato ker prihajajo tako že uveljavljeni podjetniki, kot tisti, ki se šele prihajajo na to pot. Potencijala na podjetniški poti je na Gorenjskem precej. V to je prepričana tudi letošnja dobitnica gospodarskega Oskarja, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Kaj mora imeti dobro podjetje? Inovativnost, delati tisto, kar kupec potrebuje, rast, paziti na stroške, to so pa vse, povečevati produktivnost, to so pa taki standardni recepti, brez katerih ni uspeha. Jaz mislim, da nas veliko dela in pa izzivov še čaka, ampak takrat, kadar hodimo naprej, se moramo učiti od tistih, ki so najhitrejši in najuspešnejši. Seveda, gospa dr. Jožica Rejc prihaja iz tega podjetja, ki hrani praktično celo občino, celo dolino in pa dokazuje, da Slovenija, železniki domel zna, hoče in zmore, in jaz sem prepričan, da po teh poteh lahko hodimo tudi v Tržiču. Ki je nekdaj veljal za močno gospodarsko mesto v nekdanji skupni državi. Podjetniški duh še vedno živi, kar je prvi pogoj za vrnitev na pota stare slave.